Lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci slovenjebistriške kabelske televizije v prvih dneh aprila in po velikonočnih praznikih. Pomlad se je končno razmahnila v vsej svoji lepoti. Vrtičkarji, kmetje in vinogradniki bodo imeli v teh dneh polne roke dela, sicer pa tudi drugih dogodkov ne manjka. Na pohodu je rojevanje novih strank za parlamentarne volitve, volilna kampanja se kaže v najrazličnejših oblikah, vlada pa opravlja le najnujnejše tekoče zadeve. Drugačno podobo kažejo nekatere aktivnosti v lokalnem okolju. Nekaj utrinkov pa smo zabeležili tudi v informativni oddaji tega tedna, zato prijazno vabljeni k ogledu. V slovenjebistriški vojašnici obeležili 100 let, odkar je generalmajster v Mariboru postrojil svoje čete. V slovenjebistriškem centru domače in umetnostne obrti odprli razstavo rokodelk in rokodelcev iz občin Slovenska Bistrica, Poljčane, Makole in Rače Fram. V Centru za starejše Metulj je potekala okrogla miza o psihičnem nasilju nad mladostniki, starejšimi in invalidnimi osebami. Ta teden so na območnem srečanju v Slovenski Bistrici prepevali otroški pevski zbori. Na Pragerskem je neznani tatič ukradel 50 litoželeznih pokrovov za jaške, sicer pa so tatovi zagrešili še druga kazniva dejanja. V rubriki Lokalne novice med ostalimi dogodki tudi o psihičnem nasilju nad mladostniki, starejšimi in invalidnimi osebami. V četrtek, dne 29. marca, je delegacija Pohorskega društva generala Maistra na čelu z županom dr. Ivanom Žagarjem v Maistrovi sobi vojašnice Vincenca Repnika Slovenska Bistrica položila cvetje k doprsnemu kipu generala Rudolfa Maistra Vojanova. Letos je jubilejno Maistrovo leto, saj mineva 100 let, odkar je generalmajster v Mariboru postrojil svoje čete. Od odprtja Maistrove sobe v vojašnici mineva 10 let, njegov doprsni kip pa je v sobi 8 let. V Centru domače in umetnostne obrti v Slovenski Bistrici so v četrtek 29. marca odprli prvo iz cikla razstav rokodelskih izdelkov, na kateri se predstavljajo rokodelke in rokodelci iz 4 občin. Tako je zaživel projekt, katerega rezultat je današnja razstava, prva rokodelska razstava iz projekta Zgodbe rok in krajev. To je projekt, v katerega se je združilo 12 lasov, se pravi lokalnih akcijskih skupin in skoraj 60 občin v celi Sloveniji. In v Slovenski Bistrici je naš rokodelski center bil tudi nekje pobudnik in zdaj je izvajalec tega programa za občine Slovenska Bistrica, Makole, Poljčane in Rače Fram. Začeli smo s popisovanjem oziroma v bistvu bom bolj rekla odkrivanjem in povezovanjem rokodelk in rokodelcev in zelo me veseli, da smo uspeli za začetek, bom rekla, zbrati kar 60 razstavljavk in razstavljavcev, ki se predstavljajo danes na tej razstavi. Želela bi se vsem zahvaliti za vaše sodelovanje, vsega čudovitega materijala in izdelkov, bom rekla, kar ste jih prinesli, nismo mogli razstaviti, ampak upam, da se solidno predstavlja vsak od vas in tako bi vam tudi zdaj podelili eno priznanje za vaše delo in sodelovanje na tej razstavi. Vsi razstavljavci so prejeli tudi priznanja, ki sta jih vročili Ljubica Zgonec Zorko in Mirjana Predikaka iz Lasa. Razstavljavke in razstavljavci so na ogled postavili pisano paleto izdelkov, od nakita, keramike, pletenin, čestitk do drugih umetnin. Razstava bo na ogled do 13. aprila. V okviru varnostnega sosveta občine Slovenska Bistrica je v Centru za starejše Metulj v Slovenski Bistrici potekala okrogla miza, na kateri sta sodelovali društvi invalidov iz Slovenske Bistrice in s Črešnjevca, Slovenjebistriško društvo upokojencev, Slovenska vojska, Center za socialno delo, osnovna in srednja šola, policija, Rdeči križ, Karitas in drugi deležniki.
Uvodna razprava je pripadla regijski koordinatorici za preprečevanje nasilja iz Mariborskega centra za socialno delo Frančki Premzl. Psihično nasilje je ena od oblik nasilja, ki jo dejansko obeležuje oziroma zapisuje Zakon o preprečevanju nasilja v družini. Zdaj, to, kolikor se mi ukvarjamo skupaj z policijo in centri, se dejansko redkeje ukvarjamo samo izključno z psihičnim nasiljem. Namreč psihično nasilje je ena od oblik nasilja, ki je nekako deležna najmanjše pozornosti, čeprav pa po drugi strani tako stroka kot izkušnje pravijo, da pušča najbolj dolgotrajne posledice in da so posledice na zdravju, počutju, tudi sicer funkcioniranju posameznika lahko najbolj take, ki se odražajo v njegovi uspešnosti, v njegovem vsakodnevnem delu in vplivajo na njegovo podobo samospoštovanja in samopodobe žrtev, ki so deležne psihičnega nasilja. Zdaj seveda tukaj se običajno razmišlja na ta način, da je vsak prepir lahko že psihično nasilje. Seveda do prepirov prihaja in vsak posamezen prepir seveda to ni. Pri psihičnem nasilju in za psihično nasilje je značilno to, da je ponavljajoče dolgotrajno ravnanje tistega, ki se pač odloči na ta način komunicirati, funkcionirati nad žrtvijo preko verbalnega izražanja, preko že samega gibanja neverbalnih komunikacij v prostoru, preko različnih izsiljevanj, groženj, pretirane kritičnosti, skratka vseh teh oblik, ki se kažejo kot psihično nasilje, ki ima dolgotrajne posledice, poznamo, velikokrat se srečamo tudi z ščuvanjem otrok proti mami, takrat, ko se v centrih in policiji s tem srečujemo, so te oblike seveda že pridane k drugim vrstam nasilja, ki pušča lahko vidne posledice in se potem na ta način tudi sodno preganja, dočim samo psihično nasilje pa ne pušča posledic, ne pušča modric, ne pušča zlomov in je potem v okviru pravosodnega sistema, ki sicer govori, da je nasilje v družini kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, vendar smo pri samem psihičnem nasilju večinoma neuspešni, oziroma ne vem, če je bila že v državi izdana kakšna obsodilna sodba samo zaradi psihičnega nasilja. In seveda žrtve, ki so deležne tega psihičnega nasilja, počasi nekako to ponotranjajo, počasi prevzemajo nase zdaj neke vzorce ravnanja, nesamozavesti, postanejo prepričane, da so slabe osebe, da ne zmorejo, da so res, kaj vem, nesposobne opraviti neko delo, neko ravnanje, ki se jim učita, da ga ne znajo, da ga je slabo naredila, da ne zna tega, da ne zna onega in počasi žrtve postanejo prepričane v to, da je to res. In k temu psihičnemu nasilju se velikokrat po več desetletjih doživljanja tega, kar se seveda ne začne
že samo v odrasli dobi, ampak nažalost smo v naši kulturi že v otroštvu samem naravnani tako, da je psihično nasilje kot ena od oblik vzgojnih, kot ena od vzgojnih metod, s katero se potem poskuša tudi skozi vzgojo vplivati na otroka, na otrokovo samopodobo in na to, da se mu dejansko v življenju potem začne dogajati in začne sam razmišljati, da ni tako dober kot nekdo drug, ki pač ne dobiva tovrstnih sporočil, ki vplivajo na njegovo samospoštovanje. Posledice psihičnega nasilja pri otrocih so pogosto veliko globlje, veliko hujše od samega fizičnega nasilja, seveda ne tistega ekstremnega, ki lahko povzroči tudi trajne poškodbe, ampak kot samo ta njegov vpliv na samospoštovanje lahko pripeljejo v odraslosti do težav z depresijo. Veliko pogosteje ugotavlja stroka, da so otroci, ki so bili deležni v otroštvu psihičnega nasilja, da doživljajo posttravmatsko stresno motnjo, da so bolj nevrotični v odrasli dobi. Skratka, na ta način se kažejo te oblike psihičnega nasilja, ki so prisotne skozi dolgo časovno obdobje. In zato se mi zdi, da se resnično premalo posvečamo sami obliki, sami vsebini tega, kaj pravzaprav psihično nasilje je, in da je vse več ravno zaradi tega, ker tukaj ne vidimo direktnih posledic tega psihičnega nasilja, kot pa pri ostalih, da ostaja bolj skrito in da se začnemo z tem psihičnim nasiljem srečevati v naših službah pomoči v tistih fazah, ko je prisotno že tudi fizično nasilje, spolno nasilje, zanemarjanje, ekonomsko nasilje. In običajno jaz se ne spomnim skoraj da primera, s katerim sem se srečala, kjer bi bilo prisotno izključno psihično nasilje, pa da bi ta žrtev na to psihično nasilje, ki ga je doživljala, odreagirala. Na nek način je to nekaj kot sprejemljivo, kot del življenja, del te neke naloge odgovornosti, ki smo si jo naložili v partnerstvo, v družinskem življenju in potrpeti, sprejeti to in poskušati narediti iz tega najboljše, je dejansko tisti del, ki ga kar predolgo časa potrpimo, prenašamo in ne odreagiramo in ne poskušamo v tej situaciji kaj napraviti. Zdaj, v letu 2010 smo dobili prvo slovensko raziskavo, prvo nacionalno raziskavo o nasilju med partnerji, ker prej smo vedno govorili o podatkih iz tujine in se nekako primerjali, kako je to v tujini, kaj je pri nas. No, in takrat smo v tej nacionalni raziskavi, ki jo je pripravljal inštitut na pravni fakulteti in pa sodelovanju s fakulteto za socialno delo, so ugotavljali, da je psihično nasilje tisto nasilje, za katerega se je opredelilo 49,3% žensk, ki so bile vključene v to raziskavo v starosti od 15. leta naprej. Tako da
To je bila takrat za nas precej šokantna številka, ker smo govorili vsaka peta, vsaka tretja, se veste, so bile predvsem ob akcijah dnevov boja proti nasilju, so se vrstile nekako te številke. No, v tej naši raziskavi se je pokazalo, da je bila skoraj da vsaka druga vprašana ženska žrtev psihičnega nasilja. Okrogle mize se je udeležil tudi župan dr. Ivan Žagar. Gvido Novak, predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov, se bo potegoval za poslanca na prihajajočih državnozborskih volitvah. Kandidiral bo kot nestrankarski kandidat na listi Andrej Čuš in Zeleni Slovenije. Svoje razloge in cilje, ki so ga vodili do odločitve za poslansko kandidaturo, je predstavil v sredo 4. aprila na novinarski konferenci. Na konferenci je sodeloval tudi poslanec Andrej Čuš, predsednik stranke Zeleni Slovenije, ki je predstavil glavne poudarke iz njihovega programa. Slovenjebistriška osnovna šola Pohorskega odreda je gostila 45. območno srečanje otroških pevskih zborov, na katerem so sodelovali otroški pevski zbori iz Slovenske Bistrice, Poljčan, Šmartnega na Pohorju, Stinja in Zgornje Ložnice. Mladostno razigrane otroške glasove v spletu pesmi Sijaj, sijaj sončece je ocenjevala Manja Gošnik-Volk, srečanje pa je povezovala Natalija Šarman-Ferleš. Živijo
Policisti slovenjebistriške policijske postaje so pretekli in ta teden zabeležili in obravnavali naslednje dogodke in pojave. Z področja kriminalitete je bilo zabeleženih 18 kaznivih dejanj, od tega 8 tatvin, 6 poškodovanj tuje stvari, 2 povzročitvi lahke telesne poškodbe, goljufija in nasilje v družini. Slovenska Bistrica. Nekdo je namerno razbil steklo na eni od športnih dvoran, škode je za 300 evrov. Na enem od bencinskih servisov je neznanec natočil gorivo in odpeljal, ne da bi plačal, škode je za 10 evrov. Ošelj. Iz počitniške hišice je neznani tatič ukradel kurilno olje, škode je za 250 evrov. Nekdo je vlomil v počitniško hišico in lopov, vendar ni ničesar odnesel, kljub temu pa je nastalo zaradi vloma za 500 evrov škode. Pragersko. Predrzentat je ukradel 50 litoželeznih pokrovov za jaške, z dejanjem pa povzročil za 7500 evrov škode. Z področja prometne varnosti so policisti zabeležili 15 prometnih nesreč, podali 4 obdolžilne predloge, izdali 29 plačilnih nalogov in začasno odvzeli 5 vozniških dovoljenj. Zaradi kršenja javnega reda in miru so posredovali 8-krat. Spoštovani, oddaja se je iztekla. Želimo vam lep konec tedna in uživajte v pomladi, ki je tokrat čisto zares prispela v deželo. Pa srečno do prihodnjega tedna.